Na Filozofski fakulteti v Mariboru bodo marca začeli vpisovati v program Zrela univerza. Namenjen je starejšim in želi spodbujati vedoželjnost. V studiu pozdravljam doktorico Smiljano Gartner in bodočo študentko Anko Rajš. Dobro jutro želim. Dobro jutro, tudi vam. Je program nastal zaradi pobude starejših ali ste do ideje prišli vi sami na fakulteti? Oboje, moram reči. Glede na to, da na Filozofski fakulteti želimo se celostno vključevati v družbo in pa v mesto, je nastala ideja, kako povezati. Se pravi, od mini univerze Filozofske fakultete, ki je zdaj uspešno deluje že 2 leti, preko te klasične univerze in fakultete in pa vse do konca, torej do Zrele univerze Filozofske fakultete. Pokrivamo cel spekter. Druga zadeva, zakaj? Zato, ker gre za ljudi, ki so 40 let in več dajali družbi, torej bili aktivni. In zdaj je na to obdobje, kjer še vedno bi želeli, da so poslušani in slišani. In to je razlog, da smo mi jih poslušali, slišali in se odločili za ustanovitev. Kaj pa vas starejše zanima? Katere tematike najbolj? Okrog tematik je težje. Zanima nas pravzaprav cel spekter, tako je gospa doktor povedala, ampak veselimo se pravzaprav vsega, ne? Zato, ker je ta predavanja so drugačna. To so predavanja in delavnice, in je pravzaprav druženje z vami in z kolegi je zelo prijetno. Kaj pa jim boste lahko ponudili? Katere programe, točno določeno tematiko? Zdaj v tem poletnem semestru, torej predavanjih od marca do konca maja, prvi takšen sklop predavanj, bomo začeli s 6 predavanji, zelo pester spekter bomo imeli, torej od astronomije do geografije z krasnimi naslovi, torej kakšno prst imamo, ali smo res bili na Luni. Torej, da bi potešili ta cel spekter vedoželjnosti, ki jo imajo ti ljudje. V jesenskem semestru pa potem začnemo z sklopom, kjer bi naj šlo za poglabljanje za nekatere, ki jih to zanima. Torej, v jesenskem semestru, mogoče bomo o tem imeli priložnost takrat kaj več povedati, bomo imeli tako cel spekter predavanj ponovno in pa sklope. Torej, sklop Moj Maribor, kjer bo šlo za spoznavanje Maribora oziroma Maribora njihove mladosti, do sklopa vesolja, jezikovnega sklopa in tako naprej. Anka, kaj ste vi izbrali? Vse. Čisto vse? Vse. Zaradi tega, ker predavanja so v kompletu, bi človek lahko rekel, ne? In ko dobiš svoj indeks, si se pridružil pravzaprav na vseh področjih. In kako se počutite zdaj, ko ste študentka ponovno? Zdaj sem še zaenkrat študentka na MUF-u. Zdaj še nisem tukaj, še nisem tako daleč. To je mini univerza in sicer je ta tudi zelo dobra zadeva, kot je gospa povedala, to pa je predavanja, ki so namenjena medgeneracijskim in sicer družim se s svojo vnukinjo in skupaj hodiva na predavanja in na te delavnice in moram reči, da je zelo v redu. Kje pa ste izvedeli za ZUF? Izvedela sem pa od hčere, ki je pa v službi na fakulteti. Če se bo izkazalo, da je program zelo dobro obiskan, da je potrebe veliko, imate sploh možnosti, resurse, da to nadgradite? Absolutno. Sicer imamo omejeno število vpisa, vendar bomo videli, kako se bo stvari razvijale. Zdaj v tem trenutku bi želeli predvsem občankam in občanom predstaviti zadevo, da to niso ta klasična predavanja, še vedno pa gre za to, da oni potešijo to vedoželjnost, ki je mogoče niso imeli priložnost in pa da so zelo aktivni, torej da še vedno je po predavanjih čas, da vprašajo, da povedo. Mislim, da si zaslužijo spoštovanje in da za svojo zrelostjo in modrostjo lahko marsikaj prispevajo tudi nam, ki bomo tam delovali oziroma ki bomo predavali. Bi lahko govorili o tem, da ste starejši vedno bolj radovedni ali o tem, da prej pač ni bilo možnosti, da bi se
na ta način Težko izobraževali? bi rekli, ljudje smo različni. Nekdo pride zaradi res vedoželjnosti, drugi pride zaradi družbe, zaradi druženja, tretji pravzaprav, da nekako zapolni svoj prosti čas. To so čisto različni pristopi pri teh stvarih. Kdo bo poučeval? To so profesorji Univerze v Mariboru iz različnih fakultet, ker so različne teme. Jeseni bomo vključevali tudi mogoče še koga drugega. Vsekakor so pa ti, ki redno delajo na Univerzi v Mariboru. Bo na koncu prišlo kakšno spričevalo ali kaj podobnega, glede na to, da bomo zdaj to jemali kot neke vrste študij, neformalno izobraževanje, seveda? Seveda, na koncu dobi potrdilo z vsemi vpisi, katera predavanja je obiskovala občanka oziroma občan, s podpisom, torej tako kot je oziroma bi moralo biti. Vsekakor, kot je gospa Anka Rajš povedala, torej ne gre samo za potešitev radovednosti in vedoželjnosti, gre tudi za to medgeneracijski vpliv, da lahko, torej da pokažejo stari starši otrokom ali vnukom tole, da so aktivni, da si še vedno upajo. In mogoče je ena izmed lepih stvari, da rečeš, moja mama ali pa moj dedi pa je študent ali pa študentka. Kje se še da prijaviti? Se še sploh da? So še prosta mesta? Ja, prijave so do 4. marca. Prijavijo se lahko ali osebno na Filozofski fakulteti ali preko prijavnice, namreč mi bomo takšne letake delili, lahko izpolnijo tole prijavnico, pošljajo prijavnico ali pa preko spleta www.zuf.si, tudi tam imajo vse podatke o tem, kakšen bo program, koliko časa bo trajalo in tako. Podatke in informacije bodo danes prijeli tudi bodoči študentje Filozofske fakultete v Mariboru. Je gneča, lahko izdate kakšne prve informacije? Drži, zdaj, če me sprašujete o informativnem dnevu danes ali me sprašujete o tem, o informativnem dnevu danes. Danes. Seveda, mi se veselimo današnjega dneva, še posebej zato, ker je vreme nam naklonjeno. Veselimo se študentov, tudi bodočih študentov. Tudi naši študenti pripravljajo veliko zanimivih stvari. Tako da, ja, pričakujemo. Tako, Filozofska fakulteta v Mariboru vabi tako tiste mlade kot tudi zrele znanja je precej. Hvala lepa obima za obisk v studiu in pogovor. Hvala vam za vabilo. Hvala vam.